Dobrodošli, mir z vami, assalamu alaikum in lep pozdrav. Tukaj nadaljujemo branje Goal of the Wise od avtorja Abba Sadika, alejhi salam, Kaima, svete družine Ala Muhamed, Abdullah Hašema, in tukaj smo pri drugih vratih, drugem poglavju, ki govori o drugi zavezi z Noetom. In citiram: "Tedaj je Bog rekel Noetu in njegovim sinovom z njim: Ustanovim mojo zavezo s teboj in s tvojimi potomci za teboj." Sveti Koran, sura 71:7. Se pravi, s tem novim razumevanjem, ki smo ga brali v prvi zavezi z Adamom in z imamom Ahmedom Hasanom, njega je mir, ki razkriva izvoj Kaina, Iblisovega sina, postane jasno, da je bil namen potopa dejansko očistiti zemljo pred semenom prekletega Iblisa, poleg tega pa je kazen za zlom zaveze. Vsakič, ko je zaveza prekršena, pride na zemljo kazen. Potem je Gospod sklenil zavezo, novo zavezo s človeštvom. Kazen za prekinitev prve zaveze, ko je Adam, medje z njim, jedel drevesa, je bila izgnanstvo Adama iz rajskega vrta. Bog jim je odpustil to, da ko so ljudje znova prelomili zavezo svojo nevero in sovraštvo do Noeta in prerokov po Adamu, jih je Bog kaznoval s potopom. In se pravi, razložili smo v prejšnji zavezi, da obstajajo dve liniji, se pravi adamitska in kananitska, in zaradi tega, ker se je Kainovo seme, kananitsko seme razmnožilo, jim je Bog poslal Noeta, ampak kot vidimo iz Biblije in Korana, isto tako je stvar jasna, da zgodil se je potop. In se pravi, Noe je veliko let pridigal ljudem in jih klical k Bogu ter jih poskušal reformirati. Vsi so ignorirali Noeta in ga niso hoteli poslušati. Sveti Koran navaja, da so si dali prste v ušesa in potegnili oblačila čez obraz, da ne bi poslušali Noeta. Zemlja je bila takrat polna Kainovih sinov, ki so gradili velika mesta in imeli veliko otrok. Bog je Satanu obljubil, da mu bo dal veliko več otrok, kot jih je dal Adamu. Obstaja veliko pripovedi o tej temi. Imam Al-Sadik, od njega je mir, v eni pripovedi piše: Prvi, ki je primerjal in bil ponosen, je bil Iblis, ponos pa je njegovo prvo dejanje neposlušnosti Bogu. Rekel je: Iblis je rekel: O Bog, oprosti mi, da se nisem poklonil Adamu in častil te bom kot noben drug bližnji angel ali prerok ali poslanik. Bog je rekel: Ne potrebujem tvojega čaščenja, ampak želim, da bi me častil tam, kjer sam hočem in ne odkor ti hočeš. Toda še vedno se ni hotel pokloniti, zato je Bog rekel: Pojdi ven, ker si nečist in resnično je na tebi moje prekletstvo do sodnega dne. Tako je Iblis rekel: O Bog, kako to, da si ti pravičen, ki nikoli nisi krivičen in zdaj je plačilo za moja dobra dela za manj. Zato je rekel: Ne, ampak prosi me za vse, kar želiš na svetu kot nagrado in jaz ti bom to dal. In prva stvar, za katero je prosil, naj ostane do sodnega dne, in Bog je rekel: Dajem ti to. Rekel je: Naj imam oblast nad Adamovi otroci, in Bog je rekel: Dal sem ti moč. In rekel je: Naj tečem v njih, kot teče kri v njihovih žilah. In Bog je rekel: Naredil sem, da tečeš po njihovih žilah. In rekel je: Ne dovolite, da se jim rodi en sam otrok, razen da se dva rodita od mene. Se pravi, to je v Bihar al-Anvar al-Majlisi, poglavje 11, stran 141. Satanu je dal to potomstvo po Kainu. Sveto pismo v Janezovi knjigi pravi: Smo, da ne bi bilo podobni Kainu, ki je bil otrok hudobnega in je ubil lastnega brata. In zakaj je ubil njega? Ker so bila njegova dejanja hudobna, dejanje njegovega brata pa pravična. Nova zaveza 1 v Janezu 3:12. In tukaj bi seveda omenil še nekaj, kar se nanaša na manuskript Al-Haftar Sharif od Mufadala, spravo kompanjona Džafara Sadika. In citiram iz 7 vrat, se pravi Door 7, ki je Abba Abdullah je rekel: Resnično, ko je Iblis kreiral, ko je Iblis bil ustvarjen, je pogledal na kreacijo vernikov in ni vedel, da so oni verniki. Se pravi, in on jih je videl kot stoječa telesa. Zato je rekel samemu sebi: Boljši sem od njih in teh in teh.
In ko je postal duh v temni kreaciji, je temu oporekal in rekel je, kako je lahko, ko sem jaz boljši kot ti ljudje, da so bili oni kreirani kot telesa. نريد برهانا أوثق من كلام الله. In on je tekel v teh telesih in pač on je tekel skozi ta telesa. قال الله In تبارك وتعالى oni ne morejo teči v njemu, ne? Se pravi, on je iz ognja, ljudje pač verniki so iz zemlje in kako lahko pač on teče v njih in medtem ko oni ne morejo teči v njemu. Se pravi, Iblis tega ni razumel ali ni hotel razumeti, kakorkoli, to ni pojasnjeno, ampak tako nekako je interpretirano. Se pravi, ko je pač on in njegovo potomstvo šlo naprej in je vstopilo v telesa, oni ta telesa niso imeli pač duha. In je rekel, mi smo boljši kot ti, ker jih mi varamo, mi jih pač posedujemo in oni ne posedujejo nas. In mi gremo v njihove telesa in oni ne grejo v naša telesa. Se pravi, kako lahko oni dojamejo, da so luč, medtem ko so oni v temi. Se pravi, ko je on in njegovo potomstvo, ko so se odločili, da bo imeli pač zamero do vernikov, in v teh časih Iblis ni bil imenovan Iblis, ampak je bil imenovan nekaj drugega. Ne? In Abu Abdullah je rekel, niti ena druga nebesa in v proporciji do senc in duhov in spiritov. In ko je Iblis in njegovo seme se odločilo, da bojo imeli zamero do vernikov, je Allah, Bog, subhanahu wa ta'ala, poslal Mohameda, od njega je mir, do prerokov in vernikov kot luč, se pravi kot svetlo luč. In on je pač dal tem vernikov, da nekako posedujejo v tem svetu telesa vernikov in jim je dal Mohameda, da jih vodi. In Allah je rekel, o Mohamed, pojdi dol in opozori jih o Iblisu in njegovem semenu, ker so oni ne vejo tega, da imajo pač ti ljudje, ki sledijo Iblisa, zamero do vernikov. Evo, to je samo primer. Bom razložil še par stvari, ki se navezujejo na Al-Hafzi šerif. To bi bilo to za lepo se imejte in lep pozdrav.